Na skupščini Nigrada tudi o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Hotelirji in gostinci o tradiciji in denarju. Maribor začenja branjenje naslova prvaka. Na današnji skupščini Nigrada so delničarji predčasno zamenjali nadzornike Milico Simonič-Štajner, Ivana Hajnška, Branka Krajnca in Livijano Borko ter imenovali nove člane nadzornega sveta. Te najprej čaka posebna revizija, ki bo pokazala podrobnejše poslovanje in zaposlovanje, ter naj bi odgovorila, zakaj toliko odškodnin in odpravnin v Nigradu. Mariborski Nigrad je minulo leto končal z dobičkom, ki si ga bodo delničarji razdelili. Razdelili pa ne bodo le letošnjega v višini 128 tisoč evrov, temveč bilančni dobiček v višini okoli 450 tisoč evrov. Če bi puščali ves denar na samem podjetju, mi pa imamo samo obveznosti do tega podjetja, na drugi strani pa vemo, v kakšni situaciji je mestna občina Maribor, se nam zdi to malo neodgovorno. Delničarji so se odločili, da bodo del dobička iz preteklih let namenili za dividende. Jaz sem na skupščini povedal, da se uprava z tem ne strinja. Mi bi želeli, da sredstva ostanejo v Nigradu, da jih porabimo za razvoj. Direktorju Nigrada Hvavcu delničarji niso podelili razrešnice in ob predčasni menjavi nadzornikov se postavlja vprašanje, ali ne bodo ti imeli naloge, da zamenjajo direktorja. Nove nadzornike sicer čaka podroben pregled poslovanja oziroma način odpuščanja nekdanjega direktorja in pomočnika Silva Plesnika in Slavka Bunderle, ki jima bo Nigrad najverjetneje moral plačati visoki odškodnini. Poslovodstvo pripravi poročilo, kaj točno se je dogajalo tukaj z temi prekinitvami pogodb po delovnih razmerjih, na podlagi katerih zdaj pač se izplačujejo odškodnine. Mi bi radi vedeli, kdo je tukaj odgovoren. Če je nekdo ravnal malomarno ali pa celo krivdno, tudi želimo, da za to odgovarja. Novo vodstvo Mariborske občine prav tako ni zadovoljno z nadzorniki Snage in so predčasno skupščino z namenom, da jih zamenjajo, sklicali za v ponedeljek. In če v Nigradu še obstaja verjetnost, da bi se lahko direktor Hvavc obdržal na položaju, te možnosti v Snagi skoraj da ni. Direktor Snage Ivan Hajnšek namreč spada v ožji krog prijateljev in sodelavcev bivšega mariborskega župana Franca Kanglerja. Sodišče je danes mariborski rivarni, ki je v prisilni poravnavi dalo soglasje za najem dobrih 5 milijonov evrov kratkoročnega kredita pri Abanki, Vipa, Novi KBM in Probanki. Vlada je državno poroštvo za to posojilo odobrila v začetku junija. Prisilni upravitelj po navedbah sodišča pa meni, da MLM-ju v 6 mesecih kredita ne bo uspelo vrniti, saj načrt prestrukturiranja v letu 2013 predvideva še poslovanje z izgubo. Za sanacijo mariborske livarne bo pomembna predvsem odločitev bank in države, ki so tik pred podpisom dogovora o plačilu denarnih vložkov v kapital družbe v višini dobrega milijona evrov. 10 milijonov evrov terjatev naj bi banke konvertirale v kapital, 5,1 milijona evrov pa naj bi bilo državne pomoči. Kar se tiče poroštvene pogodbe in poroštva, je bilo tudi s strani vlade oziroma države poslana vloga v Bruselj na Evropsko komisijo in to 24. prejšnji mesec. Mi pričakujemo, da bo pozitiven odgovor Evropske komisije nekako do konca tega meseca, kar bi pomenilo, da to omogoča sklenitev tudi poroštvene pogodbe. To bi bil potem zaključek celega procesa za pridobitev državnega poroštva. V Mariboru so prvič v Sloveniji pripravili konferenco hotelirjev in gostincev pod pokroviteljstvom Mednarodnega združenja vodilnih hotelirskih in turističnih šol Eurodip. Glavna tema konference je Nazaj k koreninam in poudarja pomen tradicije v gostinsko-turističnem gospodarstvu. Udeleženci prihajajo iz 26 držav. V gastronomiji, hotelirstvu in gostinstvu se vrnitev k naravi in tradiciji v Evropi uveljavlja že zadnjih nekaj let. Pri ohranjanju in razvoju regionalnih kultur je pomemben del prav kulinarika. Slovensko kulinarično podobo sestavlja 24 gastronomskih regij z okoli 200 značilnimi jedmi. Vse jedi, ki jih še mnogi označujejo kot jedi preteklosti, kot jedi revščine, so danes mogoče najbolj izzivalne za sodobno prehranjevanje. V tujini smo Slovenci prepoznavni po kranjski klobasi. Že več kot 50% proizvajalcev kranjskih klobas si priznava slovensko poreklo, pravi Bogataj. Poznani smo tudi po potici, ki je zastopana v številnih tujih kulinaričnih priročnikih. Past is the teacher of the future. The way to create
togetherness in the society, and you do it by rituals, and they give new input in modern life. V Sloveniji se po mnenju udeležencev konference ne zavedamo, da imamo deželo, ki je bogata z vodami, zato njihove tržne prednosti premalo izkoriščamo. Da lahko v hotelu pijemo tudi vodo iz pipe, mislim, da tega marsikdo nima. Namen konference je tudi okrepiti poudarjanje vrednot, tradicije in trajnostnega razvoja v učnih programih evropskih strokovnih gostinskih in turističnih šol. Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor bodo zaradi obnove stavbe prihodnji teden začasno preselili v prostore klinike za kirurgijo. Tam bo deloval vse do zaključka obnove, kar naj bi se po načrtih zgodilo v 3 do 4 tednih. Študentska ekipa Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko DORA, ki je razvila tehnološko rešitev za optimizacijo operacijskih posegov, je včeraj na svetovnem študentskem tekmovanju Imagine Cup v Sankt Peterburgu v kategoriji inovacije zasedla 2. mesto. To je najboljša uvrstitev Slovenije na tem tekmovanju doslej. Za omenjeno uvrstitev so študenti prejeli denarno nagrado v višini $10,000. Tekmovanje se je udeležilo 87 študentskih ekip iz 71 držav. Vsi so odlični, počutimo se ful dober. Je en tak res uspeh, v bistvu tudi gre za en tak dokaz oziroma potrditev našega dela, da delamo prav. In jaz mislim, da je ta nagrada samo eden izmed korakov v naši poti za naprej. Falcon je spet poletel in sicer je v Berlin odpeljal predsednico vlade Alenko Bratušek z delegacijo. Premijerka se je dopoldne udeležila poslovnega foruma slovenskih in nemških visokotehnoloških startup podjetij. Nato pa je sledilo delovno kosilo z gostiteljico, nemško kanclerko Angelo Merkel. Predsednici nemške in slovenske vlade sta največ pozornosti namenili gospodarskim odnosom med državama. Govorili pa sta tudi o ukrepih slovenske vlade za zmanjšanje javnofinančnega primanjkljaja in o zaposlovanju mladih. Poslanci in poslanke na seji Državnega zbora med drugim obravnavajo poročilo o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb v letu 2012. Del razprave pa je bil za javnost zaprt. Razprava je bila tudi o pravilih cestnega prometa, gozdovih in javni agenciji za knjigo. Predlagana novela zakona o pravilih cestnega prometa poleg možnosti zasega vozila med drugim predvideva možnost pridržanja voznika, tudi če je ta blizu doma ali če zagotovi, da ima varen prevoz do doma. Razširja pa tudi pooblastila cestnim nadzornikom. Predlog novele zakona o gozdovih prinaša 2 vsebinski spremembi. V slovenski pravni red tako vnaša uredbo o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki določa, da morajo ti zagotoviti sledljivost lesa in zagotoviti potrebno skrbnost, da se prepreči nezakonito prodajanje lesa. Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Igorju Bavčarju in Bošku Šrotu zaradi sporne prodaje delnic Istrabenza. Sojenje je že prešlo v sklepno fazo, vse pa je danes presenetil tožilec Jože Kozina, ki je v zadnjem trenutku spremenil obtožnico. Bošku Šrotu tako ne očita več, da bi moral delnice prodati po borzni ceni, temveč po tržni. Po besedah tožilca gre le za kozmetične popravke. Obramba pa nasprotno ugotavlja, da tožilstvo zmanjkuje dokazov glede Šrotovega ravnanja. Priznani slovenski fotograf Tomo Jeseničnik posebno pozornost namenja motivom iz narave. S fotografijami, ki so na ogled v mariborski galeriji Rudolf na Lentu, je sledil toku reke Drave od izvira v Italiji do izliva v Donavo na Hrvaškem. Priznava, da bi za pravo obsežno reportažo o življenju reke potreboval vsaj 5 let. Na razstavljenih fotografijah pa ni ujel le duše reke, ampak prikazal tudi življenje ob njej. Jaz si vnaprej nisem zadal nobene naloge, neke sporočilne note s to razstavo, ampak sem se prepustil toku Drave dobesedno. Najbolj všeč mi je njena podoba bila vzhodno od Varaždina v smeri proti Osijeku. Tam je Drava toliko široka, toliko močna, da si kljub tem stalnim preprekam, ki jih je človek postavil v obliki teh jezov, si vseeno ustvari neke stranske tokove, mrtvice, mrtve rokave. Na vseh fotografijah ni nujno, da so neki presežki estetski. Se pravi, jaz sem fotografiral tudi kritične motive, ki so mi padli v oči in ki verjetno bode v oči tudi domačine in jih moti. Skratka, to je tak moj kritičen pogled na vse, kar se navezuje na Dravo. Presežna fotografija je tista, ki me pač na nek način intrigira, me pritegne, skratka drugačna fotografija, drugačna v večjih pogledih, ne samo
kompozicijsko, ampak tudi tako z vidika estetske sporočilnosti, recimo. Mehiški športni center La Loma, kjer se na svetovno prvenstvo pripravlja slovenska 5-članska taekwondo reprezentanca, nudi odlične pogoje za vadbo, saj se lahko športniki poslužujejo velikega števila dvoran, obenem pa lahko trenirajo tudi na prostem. Velik del 11 let starega centra je namenjen izvajanju borilnih veščin. Zasluge za to ima Ireno Fargas, nekdanji svetovni in evropski prvak, ki je v 21-letni trenerski karieri vodil reprezentance Španije, Francije in Mehike ter z njimi osvojil kar 17 olimpijskih medalj. Siempre estar en casa es un factor bueno, ¿no? Y a México también lleva muy buen equipo, ¿no? Así que ellos tienen muchas opciones, pueden ser de los países favoritos junto a otros países, ¿no? Incluido Eslovenia, tiene 3 clasificados en los últimos Juegos Olímpicos, para un país tan pequeño es algo increíble, ¿no? Pri vodenju centra ima veliko vlogo Hrvatica Ivana Vujčić, ki že nekaj let živi v Mehiki. Po koncu tekmovalne kariere, v kateri je leta 2002 osvojila medaljo na Evropskem prvenstvu, je preko delovanja v La Lomi ostala povezana s tekvandojem. Drago mi je imati sve ekipe iz bivše Jugoslavije ovdje, jer poznajem jako puno ljudi iz tih reprezentacija dugi niz godina i lijepo ih je ugostiti ovdje, osjećam se sretno zbog toga. Slovenija je prvi put ovdje, reprezentacija Hrvatske je bila već par puta, tako da znaju više o La Lomi. I evo, jako nam je drago da smo mogli ugostiti Sloveniju po prvi puta i nadamo se da će imati jako puno uspjeh na budućem svjetskom prvenstvu u Puebli. Naša reprezentanca je v San Luis Potosiju preživela teden in pol. V tem času se je privadila na razmere, ki so značilne za pokrajino, ki leži na 2100 metrih nadmorske višine. Obenem veseli dejstvo, da so 9-dnevne priprave potekale brez poškodb in da Slovenci komaj čakajo na naslednji teden in na začetek svetovnega prvenstva. To so novi uradni drezi NK Maribora. Takole so pozirali Tavares, Mertels, Janović in Argus. Vsaka sprememba je pozitivna, tudi tukaj današnja predstavitev. Vidimo, kakšna super prireditev in naši dresi izgledajo odlično, fantastično. Že drevi Čačićevi varovanci pričenjajo s prvim krogom Slovenske državne lige, ko se bodo pomerili z novincem Zavrčem, a misli so že operjene na Malto, kamor bodo odpotovali v ponedeljek. V torek bodo z Birkirkar odigrali drugi kvalifikacijski krog za Ligo prvakov. Seveda smo bolj samozavestni in te izkušnje skušamo čim bolj obrniti v našo korist, vendar še vedno pri sebi vemo, da lahko delamo še nekaj več, da imamo še rezerve, katere moramo skozi trening spodbujati. Če bi se ponovila lanska sezona, bil zelo vesel, ampak v življenju moraš imeti cilje, iti stopničko više, tako da če naredimo stopničko više, bom zelo vesel, kaj pa bo to prineslo, bomo pa videli. Mariborska javnost od novega trenerja Anteja Čačića veliko pričakuje. Pretekli 2 sezoni se je vijoličastim uspelo uvrstiti v skupinski del Lige Evropa. Lani so proti Panathinaikosu zabeležili celo prvo zmago. Ja sam navikao na taj pritisak, na odgovornost, već sam dugo godina radim u ozbiljnim klubovima. U Mariboru se osjećam odlično, jako sam dobro primljen, prihvaćen, ja se osjećam kao da sam ovdje dugo godina. Maribor uvijek ima imperativ i ciljevi su isti, sačuvati prvo mjesto, učiniti što je moguće više u Evropi. No morda pa bodo na tokratni evropski poti kanček sreče prispevali tudi novi dresi in se bodo morda sanje v Ligi prvakov že drugič pretvorile v resničnost. Poglejmo na tuje. Nekdanji pogodbeni sodelavec Ameriške agencije za nacionalno varnost, ki je še vedno na moskovskem letališču Šeremetjevo, je zaprosil za srečanje s predstavniki organizacij za zaščito človekovih pravic. Snowden se želi srečati z njimi zato, ker je prepričan, da mu Združene države Amerike s pritiski na druge države omejujejo pravico do političnega zatočišča. Pripravljenost za sprejetje Snowdena so pred dnevi izrazile Nikaragva, Venezuela in Bolivija. Včeraj so mnogi pričakovali, da bo poletel proti Kubi, a se to ni zgodilo. To pa so posnetki z indonezijskega otoka Sumatra, kjer je v nekem strogo varovanem zaporu zaradi pomankanja vode in elektrike prišlo do upora jetnikov. Del zapora je zagorel, v zmedi pa je kakih 200 zapornikov pobegnilo. Po zdajšnjih podatkih so jih nekaj 10 oblasti že ujele, številni so še na begu. Tiskovni predstavnik indonezijske policije je dejal, da so med ubežniki tudi teroristi. V Braziliji se je splošne stavke, ki so jo sklicali največji sindikati v državi, udeležilo nekaj 10 000 ljudi, končala pa se je z nasiljem.
V Rio de Janeiro in Sao Paulo so posamezne skupine protestnikov začele razgrajati in zažigati barikade. Policija jih je skušala obvladati s solzivcem in gumijastimi naboji, mnogi Brazilci pa so prepričani, da so policisti uporabili čezmerno silo. Spodnji dom irskega parlamenta je ponoči podprl predlog zakona, ki dopušča splav, če je ogroženo življenje matere. V tradicionalno katoliški državi je zdaj splav prepovedan, razprava o spremembi zakonodaje pa se je razvnela potem, ko je oktobra lani umrla neka Indika, pri kateri zdravniki niso prekinili nosečnosti. Zakon mora potrditi še zgornji dom parlamenta. Številne Irke so doslej odhajale v tujino. Lani jih je v Angliji in Walesu splav opravilo skoraj 4000. Jutri bo spremenljivo oblačno, možne bodo krajevne plohe. Popoldne predvsem v hribovitem svetu znova tudi posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 27, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. V nedeljo bo po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo. V ponedeljek se bo prehodno zmerno pooblačilo.